Na prvem mestu pri izboru kakovostnega izvajalca računovodskih storitev so ljudje, njihova znanja, strokovnost in kompetence. O čem še pa bi se moral pozanimati podjetnik, ko izbira izvajalca računovodskih storitev? Na prvo mesto bi postavila dober informacijski sistem. To je sistem, ki je dovolj prilagodljiv, da bo zadoščal vsem specifikam vašega poslovanja in hkrati dovolj varen, da bo zagotovil varnost vaših podatkov, informacij, obračunov, dokumentov in arhiva. Poleg tega je pomembno, da za informacijski sistem skrbi dovolj velika in kompetentna skupina strokovnjakov, ki bo sposobna slediti vsem zakonskim spremembam in drugim zahtevam iz okolja, na primer avtomatski izmenjavi podatkov s poslovnimi bankami, e-državo in drugimi. Pomembno je tudi, kako izvajalec računovodskih storitev zagotavlja kontinuiteto svojega poslovanja, torej kako je sposoben spoštovati roke. Kaj to pomeni? Pri računovodskih in davčnih obračunih nas zavezujejo roki in za spoštovanje teh rokov je odgovoren poslovodja. Zato je pomembno, da poslovodja najde takega izvajalca računovodskih storitev, ki je sposoben spoštovati te roke. In to ne samo v normalnih razmerah, ampak tudi takrat, ko nastopijo odsotnosti, na primer zaradi bolniške, dopustov in podobnega. Pomembno je torej odgovoriti na vprašanje, kako izvajalec računovodskih storitev zagotavlja nadomeščanja v času odsotnosti. Na tretje mesto bi postavila zavarovanje poklicne odgovornosti. Povedali smo že, da je za računovodske in davčne obračune odgovoren poslovodja. Seveda pa poslovodja lahko del te odgovornosti z odškodninskim zahtevkom prenese tudi na izvajalce računovodskih storitev. Pomembno pa je, da je izvajalec računovodskih storitev sposoben prenesti to odgovornost, kar z drugimi besedami največkrat pomeni to, da ima zagotovljeno zavarovanje poklicne odgovornosti. In nazadnje, ne glede na to, da so sodobni trendi zmanjšali pomen poslovnih prostorov z povečevanjem dela od doma. Poslovni prostori so še vedno pomembni, kajti še vedno so pomembni tudi osebni stiki, kjer se srečujemo, izobražujemo in izmenjujemo informacije.